Tako da jaz v bistvu bi vam predstavil v začetku nekaj slajdov, ker je v bistvu sama tema relativno dolgočasna. Sem poskušal razbiti samo monotonost z eno tako nenavadno slikico. V bistvu sem želel pokazati, da se dejansko z napovedovanjem ukvarja zelo veliko ljudi. Za nekatere je to tržna dejavnost že zelo dolgo. Kot pa vsi sami veste, je pač gospa Baba Vanga že preminila. To je bila jasnovidkinja iz Bolgarije, sicer rojena v Severni Makedoniji, ampak kar je zanimivo pri njej je to, da dejansko od njenih napovedi predvsem služijo ljudje, ki nekako z njo niso povezani. Tako da v bistvu temelj njenih napovedi so predvsem v bistvu nekako interpretacije njenih vizij. Tako da z tega vidika hočem povedati, na nek način je Baba Vanga recimo uokvirja neko statistiko v neki prihodnosti in jo nekako poskušajo številni ljudje potem seveda nekako inkorporirati v svoje napovedi. Ampak kar sem želel povedati je to, da dejansko te napovedi, pa tudi naša diskusija bo pač pokazala, da seveda tudi za nas so določena tveganja zanimiva, lahko vplivajo na naše napovedi, tudi sama pandemija je tista, ki je pač nekako nismo opredelili. Tudi same energetske krize nas je presenetila, bodimo pošteni, ampak vseeno pa te okoliščine niso take, da seveda ne bi tudi mi prilagodili nekako svojih modelov napovedi in seveda skladno z negotovostjo oblikovali različne scenarije. In mislim, da je to v bistvu tisto ključno sporočilo, ki bi jo želel, da ga imamo po zaključku tega dogodka, da je v bistvu na ravni posameznih inštitucij oziroma poslovnih subjektov predvsem pomembno, do katere mere makroagregati vplivajo na vašo mikrosituacijo, na vašo sektorsko situacijo, pa tudi v drugi fazi, da opredelite, kje dejansko se znajdete, vkolikor scenarij ne bo takšen, kot bo nekako osrednji po naši oceni. Zdaj nekako v svoji predstavitvi sem nekako želel pokazati, kako dejansko sem oblikoval svojo gospodarsko napoved, podobno kot kolegi oziroma stroka drugje. Prvo, kar je, gledamo neke kazalnike z neko napovedno močjo. Te kazalniki z napovedno močjo bolj kot ne temeljijo na kombinaciji anket, pričakovanj, torej tukaj so različni subjekti, največkrat so gospodinstva ali pa podjetja, vprašana, kako nekako pričakuje, da bodo poslovala, hkrati pa so to določeni kazalniki, ki so nekako že objavljeni, torej pri določenih kazalnikih, ki so nekako trdni podatki, nekako tudi te trdni podatki v okviru določenih korelacij nudijo pojasnevalno vrednost v gibanjih gospodarstva v prihodnjih mesecih. Torej, kar sem želel pokazati na tem grafu je predvsem to, da če pogledamo zdaj najprej svet, najprej gremo iz sveta proti Evropi, proti Sloveniji, res vidimo, da so dejansko gospodarstvo sinhrono upočasnjuje, torej nekako krivulja 100, tale črtkana siva krivulja pomeni, kje je nekako dolgoročno povprečje bilo v zgodovini in seveda te indikatorji so nekako pod to črtkano črto, kar samo po sebi ne pomeni, da govorimo še o recesiji, pomeni, da je v bistvu dinamika v gospodarstvu nižja od dolgoletnega povprečja. Tudi recimo konkretno smo nedavno opazili za Kitajsko, kjer je ta indikator res precej nizek, mislim, da je celo najnižji, je dejansko, če govorimo o državah, kjer je bila visoka nadpovprečna rast vrsto let, ta indikator pod vrednostjo 100 seveda ne pomeni recesije, v določenih gospodarstvih, kjer je pa že tako zelo nizka rast dolga leta, pa lahko pomeni recesijo. Torej, kar sem želel tukaj povedati je, da v bistvu svetovno gospodarstvo še vedno relativno globalizirano in povezano, tako da tudi ukrepi zoper zajezitev pandemije na Kitajskem vplivajo seveda tudi na naša gospodarstva, hkrati torej so določeni elementi v svetovnem gospodarstvu, ki so zelo povezani, recimo višje cene surovin in energentov, kot vidimo v povprečju, ne delujejo pozitivno na svetovno gospodarsko rast, kljub temu, da vsi vemo, da nekatere države izvoznice surovin in energentov od tega ustvarjajo visoke presežke in imajo celo zelo visoko pozitivno rast, ampak v agregatu vidimo, da to svetovnemu gospodarstvu ne ustreza. Hkrati pa en izmed pomembnih elementov globalno gledano so tudi višje obrestne mere, namreč višje obrestne mere tudi v bistvu zmanjšujejo ugodnost zadolževanja držav, pa seveda tudi poslovnih subjektov. Torej, to je tisto ključno sporočilo pri tem grafu, torej govorimo o nekako sinhronem upočasnjevanju svetovne gospodarske rasti. Hkrati pa imate tukaj še v bistvu gibanja v februarju, marcu, letu 2020, v bistvu ob izbruhu pandemije, lahko dejansko vidite, da ta panika
nikakor ni primerljiva s paniko v tistem obdobju, ampak dejansko govorimo o nekem upočasnjevanju. Zdaj v nadaljevanju vam moram povedati, da v bistvu se mi ne ukvarjamo z napovedmi svetovne gospodarske rasti. Menimo, da bi se nekako precenili svoje veščine, če bi se s tem ukvarjali, tako da mi nekako tukaj kažem izhodišče svetovno gospodarsko rast s strani inštitucije, ki menim, da pač te zadeve objektivno precej dobro deluje, oziroma je precej dobro uspešna pri teh napovedih, to je OECD. Hkrati pri teh napovedih je bilo za mene tudi zelo pomembno, da so bile te napovedi relativno ažurne, torej konkretno, če OECD konkretno podatka zdaj še ne bi imel in bi imel zadnji podatek v maju, bi verjetno se odločil za napovedi Mednarodnega denarnega sklada, tako pa sem se raje odločil za napovedi OECD-ja. Torej, kar je v bistvu sporočilo te tabele, je predvsem to, da v naslednjem letu nas verjetno čaka realno gledano upočasnjena svetovna gospodarska rast. Poglejte, v območju evra je pa ta rast še nekako bolj kot ne statistično simbolična v naslednjem letu. Torej, za naše območje evra, katerega del je torej tudi Slovenija, v bistvu se pričakuje relativno nizko realno gospodarsko rast, ker nekako, kot veste, povezan tudi z okoliščinami, v katerih je Evropa, glede na samo geostrateško situacijo in tudi glede na v bistvu samo situacijo vezano na cene energentov. Sama inflacija, poglejte, sama inflacija bo še vedno povečana v naslednjem letu, recimo, da bo znašala 70-8%, povprečne tiste v letošnjem letu. V G20 državah z območju evra bo enako tudi zelo visoka, ampak vseeno, če malo primerjate države območja evra z državami, ki nimajo evra, boste povprečju vseeno videli, da v Evropi države, ki imajo evro, tam je inflacija povprečju nižja kot drugje. So pa seveda tudi tukaj razlike kar velike. Mogoče samo pri teh napovedih še ena zadeva, kar jo omenim, problematičnost, konkretno OECD pa drugih inštitucij, da večinoma imajo napovedi zgolj za tekoče ali pa naslednje leto, torej v osnovi zelo, tudi same te inštitucije se nekako zavedajo težavnosti napovedovanja po več letih. Zdaj, če pogledamo malo Slovenijo, torej tukaj sem želel preiti malo na sam kontekst teh vodilnih indikatorjev za Slovenijo. Torej, tukaj bi jaz rekel, da eden izmed pomembnejših je sama gospodarska klima, kot veste, sam podatek je bil objavljen pretekli teden. Sama gospodarska klima je drugače nek sintetični kazalnik. Zakaj se mi zdi v tej fazi, da je pomembno, da vam obrazložim, je v bistvu sintetični kazalnik, ki v osnovi ni čisto vezan na BDP. Zakaj? V BDP, kot veste, storitvene dejavnosti predstavljajo 60-70% deleža, predelovalne dejavnosti približno 25%, preostale pa recimo tako na pamet 5-10%. Ampak hočem pa to povedati, sam kazalnik gospodarske klime pa nekoliko bolj ima malo večjo utež, kot vidite, na predelovalnih dejavnostih, pa nekoliko nižjo utež na storitvenih, hkrati so pa v bistvu še določeni drugi anketni vprašalniki, ki pa nimajo neposredne povezave z samim BDP-jem. Torej, moje sporočilo pri tem grafu je, gospodarska klima se niža, res je, hkrati pa v bistvu moramo upoštevati, da je dejansko tukaj sama utež gospodarske klime takšna, da nekako to pomeni, da so ta gibanja nekoliko bolj negativna, kot pa pričakovano pri BDP-ju. Torej, tudi skladno s tem, mislim, da nihče od nas, nekih relevantnih inštitucij v 3-4. kvartalu za Slovenijo ne pričakuje večjih padcev na četrtletni ravni, glede na predhodna četrtletja, torej ne glede na te okoliščine, kajti se zavedamo, da so to v bistvu anketni kazalniki in da tudi pač ta gospodarska klima je vezana na drugačno utež, kot pa so uteži v nacionalnem gospodarstvu. Torej, ta graf v bistvu kaže gospodarsko klimo, to so te stolpci, hkrati pa kaže v bistvu dva podsektorja, torej predelovalne dejavnosti in pa zaupanje potrošnikov, kjer pa se je nekako ta pesimizem najbolj povečal. Torej, tukaj nekako ni presenečenje, zaupanje potrošnikov je močno upadlo, predvsem zaradi inflacije, predvsem zaradi skrbi, kako gospodinjstva bodo lahko ohranila potrošnjo v prihodnosti, če bo ta inflacija še vedno povišana, namreč dejstvo je, da nominalni dohodki ne dohajajo rasti inflacije. Na drugi strani pa predelovalne dejavnosti izkazujejo, glede na to, da v Sloveniji so precej izvozno usmerjene, približno 8% celotnega izvoza v Sloveniji izvozimo in nekako te konkretno dejavnosti
pa seveda beležijo nižja naročila, ker je nekako tudi pričakovano potrošnja naših ključnih kupcev, to so evropski potrošniki, nekoliko nižja. In to dejansko prikazuje torej, ta graf, torej kaže pričakovano nižjo potrošnjo potrošnikov doma in pa seveda tudi v tujini. Zdaj, imamo pa tudi 3 dejavnosti, poglejte, ki niso tako nepomembne, sploh bodite pozorni na storitvene dejavnosti, katerih utež je v nacionalnih računih precej večja kot v gospodarski klimi. Poglejte, te dejavnosti, tukaj je pa v bistvu razpoloženje še vedno nad dolgoletnim povprečjem, torej vse, kar je nad nič, je nekje nad dolgoletnim povprečjem. In tukaj vidite, v storitvenih dejavnostih je razpoloženje še vedno relativno visoko, sicer nekoliko niha, če kakšen mesec upada, ampak nekako ni čutiti zdaj tukaj zelo velikih sprememb. V trgovini na drobno je tudi ena taka zanimivost, kako to, da je ta del razpoloženja še vedno, kako to, da so trgovci dejansko še vedno relativno dobro razpoloženi, glede na to, da so pa nekako potrošniki tako negativno razpoloženi. Ne? In to je tudi recimo en tak zanimiv fenomen, no, ki nekako v teh okoliščinah ni povsem jasen, ampak predvsem bi vseeno to rekel, no, da ko vidim konfliktne kazalnike, vedno se vprašam, kaj pa je v ozadju, in tudi na naslednjem slajdu vam bom pač pokazal, da sem raziskal, kaj je v ozadju in zakaj me pač navedene okoliščine mogoče malo manj skrbijo, oziroma zakaj tudi konkretno moja napoved ne napoveduje neko recesijo v slednjem scenariju, kot bi nekdo pričakoval, ko bi gledal kazalnike gospodarske klime. Torej, pogledal sem drobovje pesimizma, torej pogledal sem, kateri so torej ključni razlogi, da pa je res potrošnik v Sloveniji tako negativno razpoložen. Naj vam zaupam, da približno podobno negativnost razpoloženja je prisotna tudi pri evropskih potrošnikih, podobno tudi v ZDA, torej praktično skoraj ni nekega potrošnika v razvitih državah, ki ne bi bil precej velik pesimist. In tukaj sem pač nekako želel pokazati, torej zvrstil sem kazalnike, kjer je bil padec največji v zadnjem letu in seveda, poglejte, verjetno ni presenečenje, predvsem je v bistvu prispeval k padcu kazalnika gibanje cen v zadnjih 12 mesecih, ki, kot veste, so močno porasle, posledično sem v bistvu izračunal inverzno vrednost tega kazalnika, da vas ne bi zmedel, to pomeni, da je ta kazalnik torej negativno prispeval k zaupanju potrošnikov. Gospodarsko stanje v Sloveniji, torej pogled v prihodnost, se je precej poslabšalo, kar nekako ni nenavadno. Ljudje konec koncev ne temeljijo svojih pričakovanj na primarnih podatkih, na mojih analizah ali pa na statistiki, temeljijo svoje občutke na temu, kaj se v bistvu na televiziji, s čim se seznanijo oziroma kaj preberejo v medijih. Ampak poglejte, predvsem te kazalniki vezane na prihodnost, no, pa preteklo inflacijo so tiste, no, ki so bili najbolj boleči. Na drugi strani pa pač imamo tudi določene znake, ki pa se izboljšujejo. To je v bistvu, da potrošniki vseeno v prihodnjih mesecih pričakujejo nižje gibanje cen kot do sedaj, torej da bomo svežili spomin, septembra nekako smo imeli 10% letno inflacijo, tudi v prihodnjih mesecih naša osnovna ocena je sicer oktober enako 10% inflacija, potem pa v bistvu se že pričakuje medletni padec, namreč učinek osnove je zelo močan, po domače povedano, vkolikor ni naše osnovno pričakovanje, da se bodo cene naftnih derivatov pa z energentov povečevale enako hitro kot lani, potem ni nekega razumnega razloga, da ne bi v bistvu tudi mi pričakovali nekoliko nižjo inflacijo v prihodnjih mesecih. In pa tudi kazalnik, pogledajte, sedanje finančno stanje gospodinstva, nekoliko presenetljivo, pogledajte, ni bistveno padlo, je sicer nekje nižje, kot je bilo oktobra lani, če pa pogledamo recimo tisti mesec pred pandemijo, je pa nekje to nekje na podobni ravni. Torej, kar vidimo trenutno, no, v tej tabeli je, da je v bistvu potrošnik verjetno znižal stopnjo varčevanja, s tem nekako ohranil svojo realno blaginjo, dohodki zaostajajo za inflacijo, vseeno pa nekje pričakujemo nižjo inflacijo in posledično v bistvu realna rast dohodkov ne bo več tako negativna, kot je bila zdaj nekaj mesecev. Zdaj, mogoče ta graf, ki je za vas najbolj zanimiv, ali pa mogoče vsaj za mene tudi najbolj poveden, so 3 scenariji, torej, ki smo jih opredelili. Osnovni scenarij je nekako modre barve, kaže, da v bistvu v letošnjem letu se pričakuje nekje gospodarska rast blizu 6%. Zdaj, če pogledamo razpon med inštitucijami, glede na to, da so podatki za prvo polletje že znani, večina inštitucij meni, da bo rast nekje med 5 in 6% realno gledano. Povsem možno je, da bo celo pri 7% in da bomo nekako
nenavadno zreli v 3. pa 4. kvartal, ker nam zadeve ne bodo povsem jasne, ampak tudi to je povsem mogoče. Ampak bistveno sporočilo tega je, da v naslednjih 3 letih pričakujemo nižje rasti, sploh v bistvu v prvih 2 letih, torej po našem osnovnem scenariju pričakujemo v naslednjem letu nekje 1% realno gospodarsko rast, leto kasneje dobrih 2% in pa v letu 2025 nekje pri 3%. Sem pa ravno v ta namen, da pač pokažem, kje so naše ocene glede na ostale analitike, poiskal podatke tudi za konsens neodvisnih analitikov, torej zdaj običajno jeseni tudi ostale inštitucije osvežujejo svoje napovedi, torej nekaj inštitucij ima še v bistvu pomladanske napovedi, nekateri pa že jesenske, ampak ta konsens, kot rečeno, se podobno kot pri ostalih inštitucijah nekoliko znižuje, ampak zaradi tega v bistvu, v luči tega je mogoče ta naša ocena nekoliko nižja v naslednjem letu, ravno zaradi tega, ker dejansko menimo, da neodvisni analitiki še niso vsi osvežili svojih jesenskih napovedi in to verjetno bodo v prihodnjem mesecu. Za naslednje leto je naša ocena povsem podobna konsenzu. Konsens je pa v bistvu za leto 2025 celo nekoliko bolj konzervativen od naše napovedi. Po izmišljenem scenariju, to je ta rdeča krivulja, namensko izbrana ta barva, torej tukaj je glavno sporočilo, da ne pričakujemo recesije, oziroma tako bom povedal, recesijo lahko, kot sami veste, definiramo drugače, ampak če jo definiramo vsaj tako, kot je nekje razumno pričakovanje, da recimo govorimo o visokem vplivu na trg dela, pa na sama gospodarska gibanja, bom rekel, da tega scenarija ne pričakujemo. Tehnična recesija, torej 2 zaporedna znižanja realnega BDP-ja, pa verjetno sta mogoča, lahko bi bila najverjetneje v 4. kvartalu letošnjega leta, pa v 1. kvartalu naslednjega, ampak naj tudi na tem mestu povem, da recesije v 2 zaporednih četrtletjih, tudi včasih v dobrih, v relativno zmernih rasteh niso nek bav, tudi v ZDA dejansko so imeli recesijo v prvem polletju, pa nekako nismo imeli občutka, da so pri njih gibanja v realnem gospodarstvu bistveno nizka. Tako da tukaj bi rad res povedal, da ko se pogovarjamo o recesiji, bi res želel povedati, da v našem osnovnem scenariju nekih negativnih gibanj na realne agregate, sploh recimo na zaposlenost pa industrijsko proizvodnjo v tem primeru ne predvidevam. Seveda se pa takoj postavlja že z vaše strani verjetno vprašanje, kaj pa so te stvari, ki nekako niso v naš osnovni scenarij vključene in so verjetno malo bolj vključene v pesimističen scenarij, vendar docela seveda ne. Tukaj dejansko sem zelo veliko časa namenil temu, premisliku o temu, kaj nekako nas lahko doleti v prihodnosti. Vsaj analiza dosedanje situacije je naslednja, da pač lahko rečem, da so bile države v Evropi relativno uspešne s tem, da so nekako ohranile realno blaginjo prebivalstva, mogoče malo manj industrije oziroma sploh energetsko intenzivne industrije, ki nekako v aktualnih okoliščinah precej znižuje proizvodnjo in nekako povečuje uvozno energetsko pa surovinsko odvisnost od ostalih držav. In vezano na to, torej sem podal razmislek, katere pa so lahko te 3 velike okoliščine, ki lahko bistveno spremenijo gospodarska gibanja v določenih letih. Opredelil sem vrednost nastanka teh tveganj v naslednjih 3 letih, torej to pomeni 30% verjetnost za prvo tveganje pomeni, da vidim torej 30% verjetnost, da bi pač hibridna ekonomska vojna imela v bistvu vpliv, zelo večji negativni vpliv kot sicer na sama gospodarska gibanja. Opredelil sem moč učinka, torej 7 od 10 pomeni, da je to nekje zmerno velika moč tega vpliva in pa dolžina vpliva, torej nekje dokdaj pričakuje, da bodo te učinki imeli pomembno negativni vpliv na našo gospodarstvo, vkolikor bi se realizirali. Zelo pomembno tveganje mogoče kot v danem trenutku tudi ni to, kako bi rekel, na naslovnicah oziroma je zelo vezano na posamezne okoliščine. Tukaj bi jaz rekel, da ta geopolitična tveganja na Bližnjem vzhodu so zelo pomembna. Tudi Južno-Kitajsko morje je v bistvu sta tiste 2 nevralgični točki, ki lahko potencialno pomenita nov naftni šok. V bistvu zopet lahko to pomeni nov inflacijski šok, medtem ko pri Južno-Kitajskem morju bi lahko bila negativna okoliščina prekinitev dobav iz Azije. Namreč Evropa je kot celota in tudi ZDA so še vedno močno uvozno odvisni od Kitajske
in tudi podatki o plačilni bilanci jasno kažejo, da ne glede na željene okoliščine po nekako vrnitvi dela proizvodnje v Evropo, vsaj v bistvu podatki še vedno kažejo, da močno povečujemo uvoz iz Kitajske oziroma iz Azije. Moč učinka, poglejte, pri tem tveganju je precej velika, torej tukaj bi bili te vplivi močno negativni, pa tudi trajali bi po naši oceni relativno dolgo. Tretji element je pa v bistvu pandemija COVID-19 v svetu, torej tudi tukaj je mogoče zdaj trenutno osnovni scenarij, da je to za nami, ampak vsi vidimo, da v bistvu na Kitajskem, kjer stopnja prekuženosti prebivalstva ni dosegla tiste ravni kot na Zahodu, se seveda še vedno soočajo z negativnimi vplivi. Celo je bilo nekako znano, da so določene slične podatke na Kitajskem začasno prenehali objavljati, ker nekako bi lahko pokazali precej negativno sliko, tako da tukaj dejansko to tveganje še vedno obstaja, mogoče trenutno nekoliko bolj vezano na Azijo. Moč učinka pri tem tveganju, poglejte, je v bistvu precej nižja, kajti tukaj menimo, da so se poslovni subjekti precej prilagodili, hkrati pa tudi prebivalstvo, da nekako po obdobjih, ko nekako zajezitvenimi ukrepi so umaknjeni, tudi nekako hitro povečuje potem svojo potrošnjo. Zdaj pa graf oziroma tabela, ki bi jaz rekel, da je najbolj relevantna, torej tukaj je naš osnovni scenarij za Slovenijo, za gibanje bruto domačega proizvoda po teh ključnih izdatkovnih podkomponentah. Torej tukaj je ključno sporočilo podobno, torej v letih 2023, torej naslednjem letu pričakujemo pomembno počasnjevanje realnih rasti, še posebej torej potrošnje gospodinjstev, če naj bi ta v letošnjem letu povprečju porasla za 7%, naj bi ta v naslednjem letu porasla zgolj za 1,5%. In tudi tukaj moramo vedeti, da smo nekako upoštevali predpostavke, da je država že sprejela ukrepe za blažitev učinkov draginje, ki imajo predvsem vpliv na nižjo inflacijo. Hkrati pa je sprejela in menim, da bo še dodatno sprejela določene ukrepe, ki bodo nekako spodbujali potrošnjo, kajti razmere nekako v fiskalni blagajni oziroma na fiskalnem delu upravljanja države nekako omogočajo, da države intervenirajo v teh danih okoliščinah. Če pogledamo čisto desen stolpec, nekako kaže poprečno rast v tem obdobju. Torej, če gledamo malo v zgodovino Slovenije, tudi 2023-2025 so te naše napovedi, bi rekel, relativno solidne. Torej, tukaj pričakujemo realno rast BDP-ja v tem obdobju naslednjih 3 let nekje pri 2%. Zelo pomembno pa poglejte je, da visoka inflacija pomeni, da bo nominalni BDP se povečeval hitreje, kot se je v preteklosti, glede na sam realni BDP, torej da bo deflator nekako povišan, vsaj še 2-3 leta. In nekako to pomeni, da z vidika nominalnih gibanj pričakujemo, da bo BDP dosegal nove rekorde, torej vidimo v bistvu BDP v letu 2025 že blizu 70 milijard evrov, tudi sam BDP na prebivalca bo porastel čez 30 tisoč evrov, ampak kot rečeno, z vidika blaginje pomembna so sama realna gibanja, vseeno pa z vidika nominalnih številk te okoliščine niso slabe za doseganje visokih številk prodaje, za visokih številk pri doseganju EBITDA, pa tudi na koncu doseganju višjega neto dobička. Te okoliščine v osnovi niso tako slabe z vidika nominalnih gibanj. Kar se tiče samega trga dela, torej tukaj ne pričakujemo pretresov, torej pričakujemo v naslednjem letu rahlo znižanje zaposlenosti. Tukaj bi rad povedal, da večina drugih inštitucij ne napoveduje znižanje zaposlenosti, tukaj je v bistvu naša ocena nekoliko drugačna. Da če to prevedemo mogoče v absolutne številke, ki so za vas malo bolj razumljive, to dejansko pomeni neto 5000 manj delovnih mest v naslednjem letu, glede na tisto vrednost, ki bo v letošnjem letu. Naša osnovna pričakovanja sicer so, da bo država uvedla ukrepe, s katerimi bo stabilizirala trg dela, kolikor bodo potrebni. Vseeno pa v bistvu tudi te ukrepi, kot sami veste, ne morejo celovito nasloviti izzive v številnih dejavnostih in posledično zaradi tega pričakujemo, da bo v bistvu zaposlenost v naslednjem letu nekoliko upadla, potem pa zopet vidimo rahlo pozitivno gibanje. Ko smo nekako se lotili napovedovanja zaposlenosti, bi rad povedal še, da je v bistvu bila zelo pomembna okoliščina tudi to, da smo dejansko še vedno zdaj nekje na rekordni zaposlenosti.
in nekako te in ob tem v bistvu, da je stopnja anketne brezposelnosti zelo nizka. Hkrati pa opažamo, da se je v bistvu neto priseljevanje v Slovenijo pomembno umirilo in posledično smo nekako znižali ocene o neto priseljevanju in posledično nekoliko zmanjšali napoved zaposlenosti tudi z tega vidika. Torej, strukturna brezposelnost bo v tistih sektorjih, ki v bistvu, kjer imajo težave, še vedno ostala visoka. Hkrati pa, kot rečeno, bodo okoliščine poslovanja v določenih panogah, sploh v industriji materialov, pa v povezanih industrijah take, ki bodo nekako narekovale na umirjanje trendov na trgu dela. Zelo pomembna mogoče okoliščina za nekje opredeljevanje napovedi seveda je tudi gibanje povprečnih bruto plač. Kot veste, domača potrošnja temelji na gibanju dohodkov, plače so zgolj eden od dohodkov, mislim, da predstavljajo približno 2/3 celotne potrošnje, preostane predstavljajo socialni transferji, predvsem pokojnine. Potem pa sami veste, da je v bistvu potrošnja ni odvisna zgolj od dohodka, odvisna je tudi od pripravljenosti potrošnikov oziroma naklonjenosti potrošnikov k nakupom in na drugi strani tudi od tega, kako oni vidijo prihodnost oziroma do katere mere so varčevalno naravnani oziroma do katere mere želijo nekako zapravljati. Tako da z tega vidika pričakujemo relativno pozitivno rast domače potrošnje, ki bo v bistvu temeljila deloma tudi na gibanju povprečne bruto plače. Torej, tukaj kar opažate v bistvu, da ne bi bila ta gibanja letošnjem letu močno negativna. Tukaj moramo se zavedati nečesa, namreč sama povprečna bruto plača je bila v osnovi izračunana na osnovi izjemno visokih dodatkov v letu 2021, ker nekako vplivalo na negativno dinamiko plač v javnem sektorju in izvzemši konkretno te efekte, lahko vseeno rečemo, da je nekje realna sprememba povprečne bruto plače v letošnjem letu nekje med 2 in 3%. V naslednjih letih pa pričakujemo, da bo ta realna rast zopet dosegljiva. Običajno, kot sami veste, se plače v naslednjem letu zvišajo predvsem zaradi minimalne plače. Tukaj so naše osnovne pričakovanja, da se bodo zvišala najmanj za medletno inflacijo od decembra, ki bo nekje po naši oceni blizu 9%. Tudi tukaj konkretno so lahko ta nihanja visoka za 1% točko plus ali minus, predvsem zaradi negotove situacije na trgih naftnih derivatov, ki imajo neposredno zelo hiter učinek na inflacijo v Sloveniji. Na drugi strani pa v prihodnjih letih, kot rečeno, govorimo o dvigu minimalnih plač, ki temeljijo na medletni inflaciji iz predhodnega leta. Hkrati pa v določenih kolektivnih pogodbah vidimo, da bo pač uskladitev najnižjih osnovnih plač takšna, da bodo nekako ohranjale vsaj del realne vrednosti, tako da dejansko vidimo v bistvu prenos inflacije v tekočem letu v plače v prihodnem nekje na ravni 70 do 80%. Tako da to je v bistvu naša ocena. Tukaj bi rad še omenil, da v kolektivnih pogodbah pretežno nimamo avtomatizmov, torej da je to v bistvu stvar socialnih partnerjev, do katere mere se torej plače uskladijo. Zdaj, če grem malo naprej na javne finance pa industrijsko proizvodnjo, torej pri industrijsko proizvodnji tukaj mi res pričakujemo znatno upočasnjeno rast, še vedno pozitivno. Naj vas pomirim, v bistvu konsenz analitikov za industrijsko proizvodnjo je nekako nad našo oceno, mislim, da povprečju pričakuje okoli 2% rast, tako da mi smo tukaj nekoliko pod gibanji, kot menijo ostali, ampak vseeno, torej tukaj menimo, da se bodo v bistvu gibanja znatno počasnila, še vedno pa ostala pozitivna. Pri javnem finančnem primanjkljaju bi pa rad povedal to, da je pač sam javno finančni primanjkljaj v BDP-ju bo nekako v naslednjem letu verjetno še nekoliko višji, tudi zaradi izrednih ukrepov, pri čemer je seveda tudi negotovost, do katere mere bodo te ukrepi vplivali na sam primanjkljaj ali ne. To je v proračunu seveda so te ukrepi predvideni, ker jaz mislim, da je v bistvu določa neko mero predvidljivosti v našem gospodarstvu, kar je verjetno dobro. Seveda se pa lahko zgodi, da morda morebiti sploh ne bodo potrebni, če bi se razmere na energetskih trgih bistveno umirile, kot recimo vsaj trenutno kaže situacija, ampak kot rečeno, to so okoliščine, ki jih makroekonomisti, pa tudi verjemite mi energetski eksperti na kratek rok res zelo težko opredelijo. Torej pomembno je tudi, ko govorimo o vstopu v to novo realnost, torej še vedno visoke rasti in pa v bistvu nižje realne, oziroma še vedno visoke rasti cen in pa nižje realne rasti,
Še vedno moramo vedeti, da je v bistvu izhodišča Slovenije so relativno dobra, torej mi smo velik del domače naloge očiščenja našega sistema opravili v obdobju 2013-2017 in kasneje, tako da res lahko rečemo, da imamo nizko zadolženost zasebnega sektorja, nizko zadolženost gospodinjstv, tudi zasledili ste, da v bistvu velika večina nepremičnin, torej 2/3 je bilo v zadnjih 2 letih nekje kupljenega iz denarnih presežkov in ne iz hipotekarnih posojil, tako da tukaj so res okoliščine Slovenije res relativno ugodne. In pa tudi sama zadolženost sektora, torej sama poglobljenost finančnega sektorja je v Sloveniji tudi precej nizka, tako da tudi ta finančni sektor lahko suportira naše gospodarstvo, če se nekako trendi bistveno počasnijo. Mogoče pomembno okoliščino glede samega državnega tveganja je nedavno opredelil tudi Moody's, torej nekako to je javno dostopno, njihova zadnja kreditna ocena, kjer je opredelil, da je pač zadolženost države Slovenije nekje povprečna, vendar ima nadpovprečno tehtano ročnost dolga, to pomeni tudi vkolikor obrestne mere zrastejo bistveno, ima to vpliv na naše obrestne odhodke šele za zamikom. Res pa je, v bistvu, da je ta rast obrestnih mer v zadnjih mesecih izjemno visoka. Mislim, da trenutno se slovenska država za izdajo obveznice nekje bi zadolževala po 3,7% obrestni meri. Vsi pa vemo, da nekje pred dobrim letom je bila ta obrestna mera blizu ničle oziroma celo rahlo negativna. Pozitivna okoliščina za Slovenijo je tudi zelo visoka likvidnostna rezerva, ki znaša nekje 1/6 bruto domačega proizvoda, tako da te okoliščine res pomenijo, da država ima relativno veliko manevrskega prostora za različne podporne ukrepe. Zdaj pa imam tudi 3 ključna vprašanja, ki jo nekje v osnovi tudi mogoče malo definirajo določene teme, katere se bomo malo dotaknili na sami naši okrogli mizi. Torej, to so ta ključna vprašanja, na katere tudi jaz oziroma stroka nima povsem jasnih odgovorov. Torej, tukaj se moramo zavedati, da v bistvu sama inflacija, kot sem prej opisal, ima ugoden vpliv na razvrednotenje dolga. Na drugi strani pa glede na to, da centralne banke nekako zmanjšujejo svoje nakupe obveznic, v bistvu to pomeni, da rast nominalnega dodatnega dolga, ki je nekako potreben, da naslavljamo energetsko draginjo, pomeni, da mora ta dolg nekdo kupiti. In če centralna banka ni tista, ki ga bo dokupovala, ga bo kupoval trg, ampak seveda po obrestnih merah, ki bodo naraščale. Tako da tukaj je v bistvu ena moja dilema, do katere mere lahko še računamo na to, da monetarna politika dejansko bo lahko ohranjala neodvisnost. Kaj je neodvisnost? Neodvisnost je, če imate vi v bistvu osnovno inflacijo pri 4-5%, pa ste imeli povprečju v zadnjih 20 letih 1,3%, potem se morate pač vprašati malo pozdravljeno. Kdo zdaj dela tukaj nekaj narobe? In tukaj dejansko, če govorimo čisto o objektivnosti, pa sledenju mandata centralnih bank, je povsem pričakovano, da bodo močno dvignila obrestne mere in konec koncev v stroških zadolževanja je to nekako že tekoče razvidno, hkrati pa to ne pomeni, da se dodatno te stroški zadolževanja oziroma obrestne mere ne bodo v prihodnosti še povečevali. Tukaj menim, da bi lahko prišlo do neke kolizije same fiskalne politike z centralnimi bankami, tudi na nivoju FED ali pa mogoče na nivoju ECB-ja, namreč lahko se razmere za fiskalno politiko, razmere financiranja primanjkljajev tako poslabšajo, da s časoma pomenijo, da bodo centralne banke težko sledile obljubam o dvigovanju obrestnih mer. Tretja dilema, ki bi jo pa nekako še predočil, je pa, ali lahko dejansko ta padec zaupanja potrošnikov, ki smo ga nekako prej videli, in pa tudi dvig obrestnih mer na vloge, ali lahko to prispeva zopet k dvigu stopnje varčevanja gospodinjstev. V teh okoliščinah bi to bilo izjemno nezaželjeno. Dvig stopnje varčevanja pomeni, da bi ljudje ob višjih prihodkih več privarčevali, s tem bi manj potrošili, s tem bi bil BDP nižji, in ali lahko nekako tudi ta okoliščina potem pomeni, da se približujemo scenariju recesije.